Pozdravljeni. Na začetku tega razmisleka stoji srečanje z fotografijo in dopisanim nemškim imenom doktorja in njegovega podatka. Imate tudi to možnost, mislim, sigurno. Kot malo starejši zgodovinar od Janeza Cvirna, vendar prav tako kot on, arhivist in muzealec, sem se z njim bolj tesno srečal ob kroniki 19. stoletja in šolskim temam, ki smo jih vključevali, ter seveda spremljal njegovo raziskovanje zgodovine slovenskih dežel v cesarsko-kraljevih časih, posebej tistih šolskih tem. Spomnim se celjskega gimnazijskega vprašanja, pa delovanja dr. Karla Glazerja, gimnazijskega profesorja, in pa seveda vprašanja nemško-slovenskih odnosov, katere odpira fotografija, ki sem jo ravnokar pokazal. Srečamo se z dr. Ilnarjem in njegovimi, kar pomeni, poleg zdravnika srečamo v pripovedi še fotografa, aktivnega v Ljubljani in v Gradcu, ter njuni ženi iz dunajske družine Fraj, ter delovanje, v glavnem vezano, zdravstveno delovanje na Ljubljano. Kako lahko je ena fotografija, ki jo je posnel ljubljanski fotograf Miller, odpira vprašanja, kajti kdo je sploh bil dr. Ilner, tudi po kakšnih zdravstveni literaturi nikjer ne izstopa, vendar pomoč digitaliziranega časopisja in njegov pri nas neobičajen priimek ter stike z krajem, kjer je bil ta zdravnik rojen, z muzejem v tem kraju in kolegico Evo Renerovo so odprli neke nemško-češke, slovenske povezave. Namreč v rudarskem področju vzhodnih Krkonošev, tam je tale rudarski kraj, malo mestece Žašler, kjer je bil Ilner rojen. Iz muzeja so posredovali cel kup podatkov, njegovo rojstno hišo, in potem se podatki zbirajo, študij medicine v Pragi, služba v praški psihiatrični bolnišnici in pa na Koroškem. Celovec, Slovenj Gradec, od leta 1878 pa postane mestni policijski zdravnik v Ljubljani. Seveda je to razpis, slovensko časopisje ni navdušeno, da pride nek Nemec semle za zdravnika, stanuje tule na začetku ulice Svetega Petra in po časopisju lahko srečamo tudi njegove informacije o delovanju. Kot zdravnik je bil član tako Slovenske narodne čitalnice, kakor nemško delujočega filharmoničnega društva. Bil je pa aktiven seveda tudi pri zdravniškem društvu, kjer je kot mlad zdravnik tudi pokazal še nekaj aktivnosti, sodeloval pri raziskavah, imel predavanje in tako naprej. Skratka, ljubljanski zdravnik, ki ima neko vlogo tudi kot raziskovalec
zdravilnih učinkovin krizofanola, torej neke kisline pri zdravljenju kožnih bolezni. Šele smrt njegove žene v Ljubljani nam odpre celo sliko sorodstva in povezav. Tu spoznamo, da sta Karolina in Marija Fraj imeli ena za moža zdravnika, druga fotografa, in potem te povezave srečujemo še v 30 letih. Namreč, ko fotograf umre, se naš zdravnik, ki je izgubil svojo komaj 22-letno ženo že 1886, čez leta, torej 1909, poroči z graško vdovo po fotografu, torej svojo svakinjo, s katero imata, kot zgleda, lepo sodelovanje in družinske odnose. Fotografija zdravnika nam tako odpre še pogled v fotografski atelje Franca Lainerja, ki ga iz Tivolija spomladi 86 preseli v Frelihovo hišo na Dunajski cesti 7, to je tam, kjer je danes poslopje Gospodarske zbornice nekoč, in od leta 89 pa se zaradi družinskih razmer, umreta ima dva otroka, preselita iz Ljubljane tja. Fotograf Lainer je kar zanimiv in pravzaprav smo presenečeni, da ga poznamo, tako kot je poznan portret župana Hribarja ali pa tale Levstikova, če ni celo edina fotografija. Tudi v javnih ustanovah v Sloveniji najdemo Lainerjeve izdelke. Kakšno je bilo delo zdravnika v mestni službi? Vse mogoče, tudi žalostne in tragične zadeve, tudi revolver, s katerimi sta mahala tista zakonca, nastopa v teh zgodbah, šestcevni pri neki tragični smrti učiteljiščnika, pa pri avtomobilski nesreči edinke gospe Keršičeve, gostilničarke, kjer tudi gostilne že davno ni več, in posestnice v Spodnji Šiški. Zanimivo je, kako lahko spremljamo delovanje zdravnika prav po teh časopisnih noticah, čeprav je velikokrat napisano le, da drugega kot to, da je konštatiral smrt, ni mogel storiti, drugače pa tudi pri raznih prvih pomočeh in tako naprej. Bil je tudi železniški zdravnik in seveda, dokler Ljubljana ni dobila posebej kar dva šolska zdravnika, je doktor Ilner deloval tudi kot ljubljanski mestni šolski zdravnik. Kaj dosti gradiva ni ohranjenega, vendar ena voščilnica svojemu kolegu, literatu Govekarju, nam priča, da je možak zares znal slovenščino. Poglejte, kako lepo 50-letnica piše brez kakšne napake, in res v nekrologu tudi pišejo, kako se za politiko ni zanimal, temveč je bil posvečen svoji dolgoletni službi. Namreč, ko se po 35 letih dela leta 13 upokoji in začne tudi neke izlete in tako naprej, izbruhne Prva svetovna vojna in zdravstvenega svetnika Ilnerja, ko ga povišajo ob upokojitvi,
ponovno zaposlijo na prošnji magistrata, kjer je v službi predvsem na voljo mestnim revežem in tako traja, dokler se pri 82 letih zares ne upokoji, kajti na koncu upravlja predvsem službo mrliškega oglednika in kot tak stopi praktično v vsako hišo v Ljubljano. Leta 24 mu čestitajo ob 80-letnici, ob nekrologu pa napišejo, da je v visoki starosti ohranil ljubezniv humor in jekleno flegmo, s katero je premagoval neprijetnosti svojega človekoljubnega poklica. Tudi to, da je bil družaben, da med Slovenci in Nemci ni imel kakšnih sovražnikov in da se za politično in strankarsko življenje ni zanimal, je pa obvladal poleg češčine in nemščine tudi v teh dolgih letih slovenščino. Ko je marca leta 30 umrl, so zapisali, da ni zapustil potomcev, zapustil je pa ženo, ki mu je zadnje 3 leta stregla z neskončno požrtvovalnostjo. Na Žalah ni več ohranjenega njegovega groba in groba njegovih na Žalah, ja. Temveč je v Šaclerju, tam, kjer je bil rojen, pač grob tudi na Navju. Ne, pokopan je bil v Svetem križu, leta 30. Na Navju ne more nič biti, ne, na pokopališče pri Svetem križu Žale. Tako da lahko pogledamo samo rodbinski grob tam, odkoder je izviral. Seveda, sprašujemo se lahko, odkot izvira fotografija. Kdo je napisal ta komentar, ki nam omogoča sploh umestiti fotografije, ne odpreti tole zgodbo. Primerjava z eno drugo fotografijo kaže, da bi lahko bila povezava z družino ljubljanskega trgovca Janeza Nepomuka Regarja, a to je že druga zgodba, ki odpira zgodbe o cukrarni, trgovini in socialni dejavnosti v Ljubljani. Hvala lepa.